Telefoni bi rabili imeti zaslon na dotik, pa simpel uporabniški vmesnik. Wow, točno to. To je pa že skoraj prihodnost. Že vem, dajmo folku možnost prenašanja spletnih trgovin, aplikacij pa iger. Model, kakšen genij si ti? Veš pa, dajmo internet, 4G, pa še eno kamero sprednji. To se sliši idealno, da bojo lahko hitreje videe gledali prek interneta, pa še lažje se bojo slikali. Dajmo povečati ekran, da bo folk imel boljšo izkušnjo gledanja videov. Smartfoni rabijo imeti premijske materiale, večje baterije, močnejše procesorje. To bi mogli vanje dati. Uja, da telefoni ne izgledajo več kot igrače. Pa bi lahko še dal na telefone. Tanjše obrobe, pa več kamer zadnji. Tam ne moramo skozi sami izboljševati stvari. Dajmo jim vzeti vhod za slušalke. Telefoni morajo biti ful večji, pa pripogljivi, tako da so kakor tablice, da so ful neudobni za rokovati. Pa dodajmo še podporo za 5G, pa povečimo senzorje na kamerah. Mi malo preveč stvari dodajemo v škatle. Dajmo jim rajškaj vzeti, da bomo lahko baleko. Recimo, polnilen adapter. Ja, valjda, mi moramo biti eko. Ok, tole sicer ni gliš eko, ampak dajmo par neuporabnih AI funkcij na telefone. Tako, da bomo kao izpadali moderni. Če smo že vse ostalo sporobali. Pa jaz imam eno super idejo. Kaj če bi mi telefone naredili bolj tanke? To bojo zihar vsi hotel. No, in zdaj smo v letu 2026, tu, kjer so nas vsa ta leta razvoja pripeljala. Par mesecev potem, ko sta na trg prišla najtanjša pametna telefona v zgodovini. In mi da imava kar nekaj misli, ki bi jih rada povedala. Hkrati pa se opravičujeva, ker so velika dolžnika. Se zelo dolgo obljubljava ta video, ampak so druge stvari. Nujne. Zato bo danes prvič in končno zares bolj podrobno govorila o teh najtanjših telefonih trenutno na trgu. iPhone Air in Samsung S25 Edge. No, in če sklepava po zadnjih prodajnih številkah in novicah, verjetno tudi zadnjič, vprašala pa se bo tudi, zakaj sta Apple in Samsung sploh šla v to nišo. Torej, tanjšanje telefonov, čeprav nikoli kupci take želje nismo zares izrazili. A se spomnite, da so ene parkrat v zadnjih mesecih rekla, da pojma nimajo, za koga sta Apple pa Samsung naredila ta telefona, ker zakaj bi kdorkoli plačeval premijsko ceno za telefon, pri čemer bi dobil slabšo baterijo in slabše kamere. Se spomnite, da sva rekla, da bova s končno oceno na test obeh naprav počakala in da se takrat lahko mnenje spremeni. Se ne spomnite? Nič hudega, sva osvežila spomin. Zdaj sva jih orang testirala in najno mnenje se ni čist nič spremenili. Še zmeraj ne veva, zakaj so se proizvajalci spravili delati ta velik eksperiment ultratankih telefonov, katerih sklop kupcev so imeli v mislih in zakaj so šli delati segment telefonov, ki ga noben ni hotel. No, ajde. Mi da imava idejo oziroma teorijo, sam preden boste izvedeli, kaj mi da mislila, zakaj so sploh šli delati telefone, dajmo na hitro primerjati, da vam bo bolj jasno, čim sta dobra in kje ima določene stvari manjkajo. Dajmo začeti kar pri unboxingu, kjer sta se precej podobna in kjer s svojim minimalizmom sledite smernicam flagshipov. To pomeni samo škato, v njeni pa napravo, klasični USB-C, USB-C kabel in orodje za izmet in kartice samo pri Edgeu. Nobenega polnilca, silikonskega ovitka, kaj šele kakšnih slušalk, ti cajti so mimo. Ampak važen, da sta telefona tanka. Ja, je tako. Dajmo najprej pogledati pozitivne stvari. Dajmo to. Zaslon. Air ima manjšega, velikosti 6,5 inča napram 6,7 inčev pri Edgeu. Oba sta LTP OLED, ki omogočata 120 Hz osveževanje, pri čemer gre Airov zaslon vse do 3600 nitov svetilnosti, Edge pa do 2600. Apple tukaj zmaga še zaradi ničesar, kar skoraj ne moreva verjeti, da bova rekla. Od Aira zaslon manj odseva kot od Edgea, kjer ima Air antiodseven premaz, ki ga Edge nima. Pa čeprav so od Samsunga flagshipi poznani po tem, da imajo načeloma najmanj odsevne zaslone na telefonih na trgu. Wow, ta svet je res čuden. Noben od teh telefonov ni toliko antiodseven kot S25 Ultra, je pa lepo videti, da se je Apple potrudil in probo letos na vse svoje fone ta antiodseven premaz dati. Bo pa rekla nekaj, kar rečeva redko, še ne celo prvič v mojih 6 letih. iPhone zaslon je v tem primeru boljši od Samsungovega. Wow. To pa zato, ker je svetlejši in ima boljši kontrast. Ok, ja, res ima dinamični otok tlele gor, ki se vštuli na vrhu in odzame malo več placa, sam itak se zares ne opaz več nekoliko navadil. Imata pa oba telefona tanke obrobe za prijetnejše gledanje na ekranu. Ko smo lih pri tankosti, koliko lepo si to nastavil? Tankost telefona. Nikoli se nisem mislil, da bo ti kiral te govori. Tankost. Gre za propagandno oziroma marketinško besedo, ki sta jo oba proizvajalca uporabljala v povezavi s tema dvema telefonoma, da spadeta kot nekaj ful drugačnega.
V tej kategoriji sigurno zmaga R, 5.6 millimeters, it's the thinnest iPhone we've ever made. ki je 5,6 mm tanjši od Edgea, čigar debelost je 5,8 mm. Na papirju se to sliši kot zanimiva razlika, sam če so fair, se v roki precej pozna. Kljub temu, da sta tanka v bodiju, pa pri obeh del, ki je okoli kamer, kar močno štrli ven. R v roki sicer opazno deluje tanjši, bolj premijski, Edge ni tok debel telefon, daleč od tega, sam zaradi robustne oblike šasije in bolj škatlastih robov izpade bolj komaden kot R. In kljub temu dejstvu, da je R s 165 grami težji od 163 gramov Edgea in da imata oba telefona ogrodje iz titana, pri čemer je od R spoliran, od Edgea pa zbrušen. Kar se tiče samega rokovanja, bi rekel, da preferirava Edgea, zato ker je debelejši in ima dlan več površine, da on prime napravo, pri R-u je pa stična površina manjša in rokovanje manj udobno. Je pa res, da ima R bolj zaobljene robove, kar pomeni, da se telefon ne zažira tako hinavsko v dlan, če dlje cajta rokujete z njim. Ampak tukaj moram povedati eno bistveno zadevo pri obeh telefonih. Ko jo prvič vzamete v roke, res doživite tisto wow faktor in sicer wow, koliko sta tanka, wow, koliko sta lahka, wow, koliko sta te dva telefona res sam en velik zaslon in wow, koliko sta lažja za obvladati kot obični foni. In ta feeling traja in traja dan ali pa dva, dokler ne ugotoviš oziroma se hkrati navadiš, koliko enim funkcionalnostim se zares odpoveš in to nas pripelje do prve težave. Zvočnikov. Ok, kaj dan s temi nekimi čudnimi kategorijami, Ne vem, kaj je to pisal. ki jih drugače nikoli nima posebej izpostavljene? Sam zvočniki, tenkost. Ne vem, mogoče je dejstvo, da gre za fizikalno omejitev, da v zelo tanka hišja pač ne moreš dati ful dobrih zvočnikov, ker preprosto ni placa za ni, njih. ne. Ja, tako da že po defaultu noben od teh telefonov nima top of the top zvočnikov. Zvočniki so za nalaž rekla v narekovajih, ker ima R zgolj enega in res se vidi, oziroma sliši. Kaj znam pa s temi fani, da skvaj kaj sto pisal. Ampak brez heca, R-ov monozvočnik je res slab. Nahaja se v slušalki zgoraj in zvok, ki ga sproducira, je plitek, brez močnih in udarnih zvokov, kar lahko tudi slišite zdajle. Stereo zvočniki od Edgea niso nič posebenega. Sam, ko jih daste zraven zvočnikov od R-a, je kot da bi primerjali zastavo pa BMW-ja. Pač, evo, poslušajte. No, tukaj je jasno, da je Edge očitno zmagovalec, kljub temu, da noben od teh zvočnikov ni nek presežek. Lov za tankostjo je prinesel žrtve še na drugih področjih in ena izmed njih je baterija. Ja, na papirju ima Edge res da večjo, velikosti 3900 mAh napram 3149, ki jih premore R. Sam v praksi sta pa ta dva telefona po združljivosti tam. Edgeova prednost 751 mAh ni toliko večja v primerjavi z Appleovo optimizacijo, tako da se nekako glih poglihata. Pa Apple baje zaradi te želje po tankosti je čisto spremenil tudi dizajn, zato da je dal lahko toliko tanko baterijo noter in dal več komponent v novi zgornji kamera platov. Dejstvo je, da noben od teh telefonov ne bo zdržal več kot en dan. Sploh, če jo boste ful preganjali z zahtevnimi opravili, kakor igricami. Bateriji v teh dveh telefonih tudi nista silicijoglikovi, kar pomeni, da imata majhno kapaciteto, majhni šasi in je po svoje kar malo impresivno, da že toliko zdržita, kakor zdržita, pri čemer gre zasluge pripisati energetski učinkovitosti njunih čipov. Čeprav, ajde, pri R-u mogoče veste, da je Apple glih slučajno takoj po predstavitvi telefona predstavil še 100 € vreden powerbank, glih direkt paše na R-a. Naključje? Ja, kakorkoli to je delač od baterij velikosti 5000, 6500, kašele 7500 mAh, kakršne ponujajo kitajski tekmici. Zakaj proizvajalca nista dala samo noter najnovejše tehnologije za baterije? Ne vem. Maybe nista hotela eksperimentirati. V eksperimentalnih telefonih. Telefona si prav tako tam glede polnjenja. R podpira 20W polnjenje, Edge pa 25W polnjenje, tako da ja, na papirju je boljši. Samo v resnici pa praktično se nafilata enak hiter, kar pomeni do približno polovice v ene pol ure. Torej, tukaj ni nobenega zares hitrega polnjenja, kot ga ponujajo najboljši telefoni. Ampak kaj, važno je, da sta tanka, a je tako. Podobna sta si tudi v performansu. Edge poganja 3nm Snapdragon 8 Elite, R pa prav tako 3nm A19 Pro. Oba sta odlična, telefona sta še na začetku življenjske dobe, kar pomeni, da sta hitra, odzivna, multitasking ni problem, držati odprte appe ima ni težava, ker se procesorjev tiče, sta to premijska telefona. No, skoraj.
ker ima A19 Pro še zmeri eno GPU jedro manj, kot ga ima 17 Pro. Ampak za razliko od Projev se Edge in Air veliko bolj segrejeta pri zahtevnih opravilih, ker nimata vgrajene hladilne komore, pri čemer se Air segreje še hitreje kot Edge. Sam ne mora tega pokazati, ker na grafih pa 3D Mark iPhone tega ne kažejo, tako da nam morate verjeti sam na besedo. To ne pomeni, da je Air neprijetno vroč, ampak ker je tanjši in ima manj površine, po kateri bi se prerazporedila toplota, logično sledi, da se hitreje segreje. Morate pa vedeti, da toplotno odvajanje ne bo najboljše pri nobenem od teh telefonov, ker sta oba iz titana, ki toplote ne odvaja dobro. Ravno zato je šel Apple na 17 Pro modelih nazaj na aluminij in dal noter novo hladilno komoro. Sam spet, gre za problem, ker sta si ga oba proizvajalca čisto sama ustvarila s tem, ko sta zasledovala cilj narediti čim tanjši telefon. Pri čemer je bilo odvajanje toplote eno od kompromisov, Slab. nikakor pa ne edino. Še en kompromis so bile namreč kamere. iPhone ima zgolj enojno 48 megapikslov veliko glavno kamero, ki sicer dela roko na srci, res dobre fotke, ker je za iPhone nekako pričakovan. Ampak razmer, ena sama kamera v eksperimentalnem fonu, polnem kompromisov, ki stane toliko kot premijski telefon, ni lih najboljši. S25 Edge, kar se tega tiče, siguren zmaga po številu kamer, ker ima dve, poleg glavne kamere, ki ima tudi več megapikslov, ima jih 200, ima še 12 megapikslov ultra širokokotno. Noben od teh telefonov pa nima telefotokamere, kaj šele periskopske telefotokamere, ker ja, kam bi jih sploh dal? Ja, točno to. Apple po najnem mnenju sicer zmaga pri kvaliteti glavne kamere, Samsung pa po raznolikosti kamer. Pri čemer noben od teh telefonov nima ne najboljših, ne najbolj raznolikih kamer. Mimogrede, Apple ujame Samsunga pri raznolikosti selfie kamero velikosti 48 megapikslov, oziroma 18, bravo, ki ima nov fancy kvadraten senzor, ki uporabniku omogoča, da dela bodisi horizontalne, bodisi vertikalne selfije, čeprav ostane roka samo v eni poziciji, ker je zelo quality of life funkcija, ki jo je Apple upeljal tudi na svoji glavni 17 liniji. Od Edge selfie kamere je čisto cool, je velikosti 12 megapikslov, je pa od Aira sigurno boljša, ker ima več funkcij. Isto velja za video. Od Aira je kvalitetnejši, bolj smooth na prvi pogled, sam Apple izgubi to prednost, ker ne more toliko nazumirati, kot pa Samsung. Tako da boste tukaj mogli dati sami prednost, ali je bolj važna kvaliteta, ali pa raznolikost naprave, ki jo boste kupili. Sam še enkrat, nobenega od teh fonov ne kupujte sam zaradi kamer, ker jih nimata ne veliko, niti niso najboljše, tiste, ki sploh so gor. In za vseh tistih 5 gledalcev, ki vam je AI dejansko pomemben. Apple v tem trenutku nima zmožnosti, da bi s Samsungom ali pa Googlom tekmoval na nivoju, na kakšnem operirata onadva. To je dejstvo. V tem videu ne bo šel v globino glede AI funkcij, ki so jih že čez leto obdelala pri drugih Samsungovih telefonih in jih bo še naprej v bodoče. Hočeš nočeš, to mava, kakor verjete tudi vi, AI že malo počas dosti. Počrto, samo to. Samsung pri AI-ju deklasira Apple po številu AI funkcij in njihove uporabnosti. Apple še predmet težko izbriše iz fotke. Nič čudnega torej, da je z Googlom zato pred kratkim podpisal pogodbo o sodelovanju, po kateri bo Siri in druge izbrane AI funkcije od Apple poganjal Googlov Gemini in konec koncev je to edino smiselno. Če jih ne moreš premagati, se jim pa pridruži, ne tako. Drži. Sam zopet. AI funkcije v takšni ali drugačni obliki, sploh Gemini-ja, praktično dobite povsod na vsakemu najcenejšemu Androidu. In če AI že tako ali tako ni razlog, da boste nek telefon kupili ali pa ne, je pri teh dveh ultratankih še to manj. V redu, boste rekli, sam če nič drugega, pol je siguren cena tista, za katero se je splača kupiti. A ne? Edge v akcijah v času snemanja videa pri nekaterih ponudnikih res da lahko kupite za 675 € za model z 12 GB RAM in 256 GB notranjega polnilnika. Pri čemer se boste mogli za iste spekse za Aira odšteti 1015 €. Ampak brez akcije Edge stane okoli 1200 € in še naprej. Air je torej v prosti prodaji cenejši, navezav pri operaterjih pa dražji na mesec. Apple. Sam če zraven dodate še druge atribute, kot so stereo zvočniki pri tem telefonu, ultra širokokotna kamera, širši nabor AI funkcij in dejstvo, da Air podpira samo eSIM, ne pa tudi fizičnega nanosima, kar je mogoče za ene ljudi pomemben. Ja, ter da imajo Samsung ter operaterji dostkrat neke akcije z darili. Midva bova tukaj dala za primer akcijo, ki je bila konec januarja, ko sva snimala. Če bo pa kaj novega, bova pa tisto pač dala kle gor. V glavnem, glede na vse to, misliva, da se tehnica dokončno prevesi na stran Edgea. Jej! Mama, zmagovalca! Bravo! Ampak gremo zdaj rajš naprej na bolj globoko vprašanje. Ampak
A je res zelo jasen zmagovalec tukaj. Kakor ste videli, so se oba fona čez video izmenjevala po tem, katere funkcije je imel katero od njiju boljše. In čeprav je na koncu S25 Edge zmagal, ostaja dejstvo, da imata oba telefona velike pomanjkljivosti, kar se tiče baterije, polnjenja, segrevanja, zvočnikov in kamer. Torej, glavnih ključnih stvari, kakršnih ta pravih flagshipi, nimajo tam problemov. Ne bi rekla, da bi šlo za eksperiment, pa da bi bile nujne cene temu primerno nižje. Njune. Sam, ki niso. Premijske so. Potrošniki pa k sreči niso bili to glupi in so kmalu pogruntali, da so beta testerji za eksperiment in temu primerne so bile tudi prodajne cifre. Samsung je v prvih parih mesecih prodal zgolj okoli 1,3 milijona enot Edgea, kar je bistveno manj, kot se skupno prodajata S25 in S25 Plus, kjer govorimo o par 10 milijonih. Samsung je zato logično potegnil zavoro, skenstu že splanira S26 Edge, ki je bil v načrtih za masovno proizvodnjo in namesto ga hitro posodobil S26 Plus, ter ga nepričakovano uvrstil v S26 linijo. Tole Edge serijo pa potihem skenstu. In Apple na začetku so bili celo veseli s prodajo Aerov na Kitajskem, ker so bili celo razprodani. Pol je pa tudi ta ljubezen usahnila in telefon se je prodajal pod pričakovanji, čeprav uradnih prodajnih cifer zares nimamo. Apple je precej zmanjšal proizvodnjo in vprašanje je, če bo septembra sploh objavil naslednjega Aera. Veliki eksperiment v ultratankih telefonov je torej spodletel, Honor je sicer januarja zdaj najavil svojega Aera, OnePlus svojega baje ne bo, tako da so tudi drugi proizvajalci pokapčili, da je s tem moke ne bo kruha. Air in Edge bosta tako verjeten edina telefona te sorte, ki sta imela namen masovno se prodajati na trgu, pa ni šlo. In zdaj končno prideva do najne teorije, zakaj misliva, da sta obe podjetji šli delati tanke telefone. Samsung je verjetno hotel videti, koliko tanko še lahko gre pri izdelavi mainstream fonov, ki niso prepogljivci glede na izkušnje, ki jih je pridobil s Foldom in Flipom. In sprobati, če lahko tak tank telefon dobro deluje, še preden je izdal sploh Folda in Flipa 7 lansko let, ker sta bila res napredek na njihovi strani glede na prejšnja leta. Apple je pa brško hotel pokazati mišice pred izidom svojega Foldabla v septembru tega leta, o katerem je skozi več govoriti letos. Z Airom je naredil štih probo, kakšen bo odziv pri kupcih. No, odziv sta dobila oba, verjetno ne tacga, kakor sta upala, čeprav realno nikoli nista imela osnove, da bi kaj več upala. Ja, čeprav mislim, da hype za pripogljiv iPhone na začetku siguren bo. Itak je iPhone. Ampak takih ultratankih telefonov, kot sta ta dva, pa noben od potrošnikov ni nikoli zares hotel. Ni zanje popraševal, niti noben ni videl pri njih kakšne velike prednosti, zato je stanje, kakršno je na dan snimanje tega videa, čist pričakovan. Ja. Če se niso prijeli že mini telefoni, za katere se je izkazalo, da jih je hotela samo neka vokalna manjšina, pol ultratank telefoni, ki si jih ni želel noben, sploh nikoli niso imeli realnih šans. Torej, zakaj bi potrošniki preplačevali poskusne ultratanke telefone, ki imajo slabše spekse od flagshipov, cena je pa toliko premijska, kot za tiste flagshipe. A zaradi tankosti, pa zaradi wow faktorja, maybe res mini procent kupcev, ki jih tak nišen telefon zanima, samo realno premalo, da bi ultratanki foni upravičili svoj obstoj. Če hočete imeti res dobre telefone, pol počakajte, da tistim od premijskih linij obeh proizvajalcev padejo cene ali pa da se zamenjajo generacije in boste dobili res dober del. Ker ultratanki telefoni, kot sta te dva, to pač niso. Ne bo to draga lekcija za Samsung in Apple, da je pa včasih res smiselno poslušati svoje potrošnike in recimo spraviti na telefone nov tip baterij, recimo silici ogljične ter večje senzorje v kamerah in zdravje oči prijaznejše zaslone, kot pa nekaj, česar si živ Bog ne želi. Vsaka šola nekaj stane. Res je. Ampak, dosti šolanja za danes vam draž. Zdaj ste res vse zvedeli, kar rabite okoli teh dveh telefonov. Če rabite še kaj več, pišite spodaj v komentarje ali pa v DMs na socialnih omrežjih. Hvala tudi Telekomu Slovenije, da nam je posodil te dva telefona in omogočil video. Mi dva se za danes poslavljava in se kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!